Živijo, danes sem pa bližje naravi, tako kot je naše poslanstvo. Sem šel ven iz mesta, sem šel po eni poti do hiše, ki je ob robu gozdička, zraven je travnik. Tukaj stoji tudi tale lučna hiška, ki služi v bistvu temu, da spravimo tiste stvari, ki jih v hišo ne moramo spraviti. Vključujejo spet odprti pa zaprti del. V odprtem delu so večinoma tiste stvari, ki jih rabimo na terasi, verjetno takoj. V zaprtem delu so pa razne take stvari, ki jih bolj malkrat rabimo ali pa mogoče je več vrednega posila za kaj takega. Tako da, evo, si jo bomo malo bolj natančno pogledali. To je bila ta hiška v središču narave, v središču gozdička. Zdaj pa gremo na naslednjo, ki bo pa spet malo bližje mesta. Teli se pa bolj kot vrtna, rajše reče dvoriščna hiška, ker je postavljena na dovozu enega stanovanjskega dvorčka in je v bistvu komponirana na koncu dvorišča, tam kjer parkiraš avto, pa tam kjer se v bistvu nad njo na desni strani začne tak lep vrtiček, nad tem je pa terasa. In pri tej bi rad poudaril tale detajl, ki v bistvu rešuje 3 probleme hkrati. Tale podaljšana streha je hkrati prostor za drva. Zdaj, če imate kamin, jih je treba nekje imeti pospravljene, pa tudi, da se sušijo, da niso v zaprtem prostoru. Hkrati je prostor, kamor pod streho postavimo koše za smeti, smetnjake. In pa prostor za toplotno črpalko, da je ta lahko na suhem, pa da ima neko lično mesto, neko pozicijo. In tukaj smo se prilagajali v bistvu obliki terena, zato ima tudi hiška tako malo posebno streho, zato da je res maksimalno vkomponirana v ta nepravilen prostor v bistvu. No, zdaj je pa čas, da gremo pogledat še naslednjo hiško. Živijo. No, evo, ene jagode požijo. Ja. Pa vidim, da imam šparglje. To bom šparglje. No, zdaj smo na tržnici v Logatcu. Tukaj za mano je pa ena huda lesena stojnica. Pa jo boste hitro prepoznali, ampak še prej imamo jagode. Tale vrt je pa ta prava poslastica. Tole je v predmestju Ljubljane, kjer imamo vrt že malo večji, travca je naprišem pokošena in to je tista idila, ki si jo želim na vrtu. Tale hiška je za razliko od ostalih, ki so večinoma naravne variante sibirskega macesna, je oljena v temno barvo. Zato, ker smo želeli, da res spi, pa smo
nekako umetno dali takšno barvo, da se jo da potem dolgo rok ohranjati. Ker tukaj na tem vrtu je pa res pomembno vsak detalj, vsaka pikca. In s tem barvnim odtenkom smo nekako tudi se približali vrtu. Tale hiška je bila temna, zdaj gremo pa še pogledati drugo hiško, ki je pa svetla, ki ima pa detajle narejene lih v obratnih barvah kot tale. Pa bo en slideshow,